Dobro došli na Ocvirki podcast. Ublada. Čokolada. Lepo pozdravljeni poslušalci Ocvirkov v 17. epizodi. 17. epizodi Ocvirkov podcast. Niste zihar, tudi če ni Ali prav. si že kaj utrujen od vseh teh epizod? Ne, nisem, ker mi je zelo zabavno. Lažeš. Sorry. Naredila smo 17 epizod, nekatere od teh so imele 2 dela. Tako. Prejšnjič smo pri 16. epizodi smo ostali za vse tiste, ki ste zdaj padli v tole epizodo, smo se pogovarjali o prehrani. Začela smo in sva predelala makro in mikrohranila, pa kaj so kalorije, pa malo okrog tega, pa se malo pogovarjala o prehranskih pristopih. Danes bomo pa še naprej govorila in razvijala debato o dietah in načinih prehranjevanja. To je zelo dobro. Mislim, da kar nama ljuba tema. Ja, ker rada jema. Na zadnje smo pol, zdaj preden začnemo samo mogoče specifično na same diete in prehranjevalne sloge, kaj bi sploh, kakšna je pač ključna razlika? Aha, med prehranjevalnim slogom in dieto. Ja. Sedaj smo zadnjič povedali, to zdaj malo ponovimo, ne, v bistvu. Torej, ja. Če se prav spomnim, smisel smo vprašal. Kar dej, sej, recimo, da sem test. Če si me poslušal. Ja, prehranjevalni slog je nekaj, kar bolj dolgoročno vzdržuješ, pa se držiš, diete pa so načeloma bolj kratkoročne. Pa bi rekel bolj, pa ne bi rekel bolj stroge. Ne bi rekel bolj stroge. Zato, ko tudi prehranjevalni slog je lahko strog, sam pač, da se ga na dolgi rok držiš. Mislim, da tudi dieta je lahko prehranjevalni slog, če se ga držiš na dolgi rok. Dolgo, jaz sem sam mislil, da je edino mogoče tukaj, ko rečeš dieta, se mi zdi, da je ful hitro slabšalno, da je to nekaj, ko se prenagliš, pa si daš preveč mogoče ali restrikcij, ali pa si preveč hard do sebe. In da se iz tega pol težko razvija prehranjevalni slog. Ok, kjer je pa, zdaj pa bi mogoče šla kar na naše prehranjevalne sloge, to je zdaj že 4. omenjena beseda. Ti si zdaj se lotil keta, v bistvu bi mogoče kaj o tem povedal na hitre, preden gremo. Sej mogoče bi lahko tudi s to začnemo, no? Ja, zdaj keto dieta ali eni rečejo tudi LCHF, low carb, high fat, ampak mislim, da ni isto, ker keto je res ultra low carb. Tako je, ja. Mislim, keto je ena dieta, ki se mi zdi, da je v zadnjih letih ful dobila popularnost. Predvsem zaradi tega, ker pač dovoljuje ljudem, da marsikaj pojejo, kar na drugih dietah ne smejo. Naprimer, prva stvar, ko mi pade na pamet, je neka slanina ali pa nekaj takega. Ampak point te diete je, da v bistvu znižaš vnos ogljikovih hidratov na manj kot 30 gramov na dan in s tem prisiliš telo, da obratuje v bistvu na osnovi nekega drugega sistema kot pa normalno, da energija ne črpa iz glukoze, ki jo imaš v krvi, ki bi jo dobil z ogljikovimi hidrati pa sladkorji, ampak ker ne dobivaš ogljikovih hidratov, ker si se pač načrtno omejil, da jih ne ješ, telo črpa energijo iz maščobnih zalog in v bistvu funkcionira na ketonih. Okay. To so pa v bistvu neke snovi, ko jih telo iz teh maščobnih zalog pretvarja, pa dajo ti pa energijo. To smo že zadnjič omenila, da se sklepa, da je to sistem, ki ga je evolucijsko telo ustvarilo, če človek dlje časa ni mogel priti do nekih virov ogljikovih hidratov ali pa sladkorjev. Ja, sem se to bil v bistvu sistem, sorry, ko te zdaj prekinem. V bistvu bi to tak, po moje, bolj kot ne primarni sistem še vsaj, ker tak človek, ne vem, če je imel zdaj obilo ogljikovih hidratov, tako ko imamo zdaj, ker res pač obilica. Da mislim, da pač nekateri iz tega izhajajo, pa s tem v bistvu nekako
jemlje, da je to kot dobra stvar, zato ker je kao že tako prav zgodovini, če hočeš bilo, ne? Pa s tem, da bi naj bila maščoba že v telesu ful bolj znana, ker je tak imaš v telesu že itak, ne? Ja. Teleso. Ampak pač na to smislu, da ni recimo zdaj, ker recimo ogljikov hidrat kot taga v telesu, ne vem, če ga imaš. Zdaj to ne bom nič pameten. Je se tudi, če pogledaš naravne vire v čist grobi osnovi, ne boš najdel ti zdaj testenine na vrtu, ne? Pač večinoma so se prehranjevali z mesom, pa v bistvu najbolj ogljikov hidrat, do katerega so prišli, je v bistvu sadje, ne? Ker sem pač sladkor sicer, ampak še vse ogljikov hidrat, ne? Pa večinoma se je jedlo meso, nekaj ogljikovih hidratov dobiš tudi iz zelenjave. Ne vem, recimo, če si na keto, zdaj res ne smeš jesti škrobnih živil, pa krompirja, ker te imajo preveč ogljikovih hidratov, moraš pa tudi čuvati, da ne poješ preveč paprike, pa korenja ali pa kakega paradajza, ker imajo več ogljikovih hidratov, kot pa druga zelenjava, ne. Tako da kjer zelenjava pa lahko zdaj, ali pa sadje ješ, ko si na keto, zdaj, kar se večinoma raziskava. taka bolj listna ta zelenjava, ne, se pravi solata pa to, pol čebulo lahko ješ, česen. Pa cruciferous vegetables. Tako, to so pa cvetača in brokoli. En fun fact na tej točki, kako bi pa rekel temu po slovensko? Križarska zelenjava. Cruciferous vegetables. No, kakorkoli, pač ta družina, iz katere je cvetača pa brokoli, to so živila, ko vsebujejo ful veliko ene snovi, ki je ful koristna za telo, ki se imenuje sulforafan. In ta sulforafan je zelo dober v čiščenju telesa. Baje celo pomaga jetrom, da bi naj učinkovito predelale mikroplastiko, ki jo zaužijemo s hrano. In da bi naj tega sulforafana probali čim več pojesti, najbolj bogati je brokoli, še bolj bogati so od brokolija, kako se že temu reče, kalčki. Aha, celo, ok, no to pa ne vem. To si jedel kdaj? Ne, nisem nikoli. Ampak vem, da nekateri si to sami doma delajo v teh, kako se že temu reče, ne vem, pač neko prstnikih, ne vem, tudi zdaj izmislim. Ampak še zanimiva stvar je pa, da menda, če ti brokoli posuješ z gorčičnim prahom. To se da kupiti, no, pač v bistvu gorčična semena zmleta. Aha, zmleta gorčična. Tako, okay, ja. Da je pač so ugotovili, da še bolj poveča to, da ti potegneš ta sulforafan ven iz brokolija, bolj ko pa bi, če bi sam brokoli pojedel. Teda ja, čim več brokolija, zdaj pa nazaj na keto. Ja, hotel sem reči, se mi zdi, da je keto ena super dieta, ampak da je marsikdo, ampak je lahko zelo škodljiva, če ni narejena prav. Predvsem zato, ker ljudje mislijo, ko grejo na keto, da lahko zdaj si res prvošijo, kar se tiče maščob, pa maščobnih virov, ampak še zmeraj moraš ti paziti, da ne boš zdaj jedel samih slabih maščobnih virov, ne? Ko sem prej omenil slanino. Problem izbira. Ja, pa tudi, da ne smeš pozabiti, ko smo že zadnjič v prejšnji epizodi rekla, da še vedno bo glavni princip calories in, calories out. In da so pač maščobni viri zelo kalorični. In če boš ti tega res ogromno pojedel, pač ne boš zgubilo teže, ne. Ni pa zdaj nujno, da si šel na keto iz razlogov, da boš zgubil težo, ne. Nekateri pač poročajo, da se odločajo za keto, ker se počutijo dosti boljš, ker ko si ti na tem sistemu, da možgani na ketonih delujejo, si dosti bolj zbran. Jaz to opažam, zdaj pač malo testiram to dieto in sem 5 dni na tej ketonski dieti in se mi zdi, da prej se zbujam, manj spanja rabim, zelo sem tak, ne bi rekel, da sicer sem ponavadi kar kognitivno čez dan sposoben delati nekaj stvari, ampak se mi zdi, da sem zdaj še bolj. Ampak bolj pomembna stvar, ko sem jo pri sebi opazil, je pa, da sem bolj generalno dobre volje. Že ko mese kješ skozi. Ja, ne, ampak če ti ne dobiš nobenih ogljikovih hidratov pa sladkorja, ne moreš niti tistega kreša imeti, ko se ti zgodi, če poješ ful cukra pa ogljikovih hidratov, pa pol to ne greš pokuriti, ne. Tako da
mislim, da je super orodje, če kdo želi probati tudi, tudi iz vidika hujšanja, ker pač boš ti direkt iz maščob črpal, da boš začel kuriti to maščobo. Pa dati lahko dobro motivacijo, ko naprimer ene diete so učinkovite, pa ti na začetku ne dajo veliko rezultatov. Tukaj se pa že na začetku ful vidi, ker ful vode zgubiš, pa pač že tudi neki maščobe. In je lahko to marsikomu pač dobra motivacija, da se tega pa naprej drži. Koliko časa pa bi priporočil, oziroma koliko časa misliš, da je pametno zaenkrat, glede na to, kar si ti sam raziskal, koliko časa je smiselno biti na keto? To je zdaj odvisno od tega, kakvi so cilji, ne? Zdaj, če je cilj izključno pač hujšanje, pač dokler ne dosežeš želenega cilja, ampak lahko tudi vmes nehaš, imaš neka obdobja. Ampak jaz, kakor sem se poglobil pač v to znanstveno literaturo, je tak, da bi naj zadostovalo za zdravstvene potrebe, pa da dobiš ti neke koristi te diete, bi naj bilo dovolj že sam 5 do 10 dni na mesec. Aha, torej tretjino meseca v bistvu si kao na keto, ostalo pa poliš normalno. Ker je že to, da ti daš, tako da bi dal telesu neko priložnost, da se spuca. Ker ko si ti na ketonih, se fuljanih koristnih stvari v telesu dogaja, ne. Tudi zelo se ti umiri tvoja trebušna slinovka, ne, ker pač ni treba biti, da je toliko aktivna. Veliko je študij tudi o tem, da so na ketonski dieti se ful izboljšala mentalna stanja tistih, ki so imeli težave z depresijo. Tako da to, ko sem rekel, da res mi vpliva na dobro počutje. Ne? Ja. Tako da jaz mislim, da je to super orodje, pač poskuste, ampak če bo to zdaj nekaj, kar delaš tistih 5 do 10 dni na mesec, moraš pač paziti na te tranzicije. Ne? Kako polajšaš to pa? Ko greš ti iz keto diete, da ne boš zdaj iz prve neko brok pojedel, ki ima ful veliko ogljikovih hidratov, ker bo to šok za pač tvoje telo. Ne? Pa ful osnovnih, ne? Po možnosti. Ja, tako. Tako da boš, da pač počasi dodaš majhno količino, isto pa prej, ne? Ko greš iz navadne ali pa pač diete, ki ješ ogljikove hidrate v keto, da počasi zmanjšaš. Aha, da nekaj odrečeš vse ogljikove hidrate stran. Ker nekateri lahko imajo tako imenovano keto gripo, ko je pač reakcija telesa na to, da kar naenkrat ne dobivaš več glukoze v kri iz virov ogljikovih hidratov. Ne? Jaz recimo sem se lotil na tak način, oziroma ne, to sem zdaj narobe povedal. Do keto gripe pride, če si ti bil navajen veliko ogljikovih hidratov jesti, pa jih zdaj odrežeš. Ja. No, vse v bistvu sem to rekel. Ja. Se pravi, da zmanjšaš, preden čisto odrežeš. Ne? Še bolj pa pomaga, če ti keto kombiniraš z fastingom, pa bomo malo kasneje še kaj o tem boš ti še zdaj kaj povedal, ampak fasting je pač, da ne ješ neko določeno časovno obdobje in tudi v tem času daš ti telesu priložnost, da izpraznejo jetra tisti glikogen, ko se je od glukoze nabral, in boš hitrej lahko v ketozo padel. Ko pa če tega ne bi naredil, pa še temu pomaga telesna vadba, da ti izprazneš ta glikogen ven. Se tega zdaj kaj bolj švah počutiš, ko pač koliko časa si na keto najprej to? Zdaj sem sam, mislim, to 5. ali 6. dan. No pa če si delal kakršne koli vaje ali pa probo karkoli, se počutiš kaj bolj švah, boljš? Ne opaziš razlike. Isto. Ampak po mojem je zelo ključno, da pa ne pozabiš jesti več maščob, ko pa si jih prej. Ker to je zdaj tvoj energijski vir. In če ne boš pojedel dovolj maščob, pa se pa boš počutil tako, da nimaš dovolj energije. Koliko pa poješ pa, recimo zdaj, če si računaš pa koliko zdaj poješ na dan pa to? Nisem se kaj preveč za kalorijami ukvarjal, sem trudil sem se pojesti teh 90 do 100 gramov beljakovin na dan, pa da malo tu pa tam pojem več maščobe. Oziroma, generalno jaz, ko nisem na keto, bolj pazim na to, koliko maščobe pojem, zaradi pač kaloričnega vnosa in zdaj se sam pač ne ukvarjam toliko s tem,
Okay. Koliko si dam olivnega olja na nekaj, mogoče dam malo več, kot ponavadi, pa ne vem, nek full fine vir maščob so tudi kakšne sardine v olivnem olju ali pa kaj takega. Okay. Tako da če ste na keto, pač moč pojesti dovolj maščob, eni celo zraven Malo bolje obroka pijejo. jejo puter ali pa dodan, ne. Okay. Ker dejansko je tako nek loop, da ti daješ telesu dovolj energije z maščobo, da bo sploh lahko pokurilo maščobo, ki jo imaš v svojih zalogah. Tako da zanimivo, no. Ampak ja, hiter je lahko to za tiste, ki ne razumejo dovolj te diete, izgovor, da pa pač ješ sam puter pa slanino skozi, ne. To je pa pol problem. Ja, ali pa poješ vsak dan 5 avokadov. A se Tako počutiš da- kaj zamaščen, ko toliko maščobe zaješ? Ne, Ne, ne. imaš rad masten. Sorry. Mislim, se ne jem zdaj nekvalitetnih maščobnih virov, ne. Tudi, Ja, zdaj, veš, Ja. kaj folk si pa misli, pa lahko jaz pomfrijem, pa Dunajce, pa... Ja, sam ne smeš, Ja, ne. itak, da je neka sakarvi vmes. ne. Ja, ker- Pomfriješ Ampak krop, tako, ne. Dunajc je pa v drobtinah, a ne. Ja, ja. Mislim, keto te tudi, Lahko pa ješ od cvirko za veliko. keto se tudi res izogneš, ja, lahko jih ješ, ne. Sam je pač slab maščobni profil. Za keto se pač tudi res izogneš vsem skoraj procesirani hrani, pa takim... Ja, vsako stvar si Ja. moraš ti skuhati v bistvu. Ja. Spečno, če že res sam puter jedem. Tako da ja, jaz mislim, da sem zdaj Povedal, kar si imel. ketonsko dieto obdelo, trenutno se počutim full fine. Mislim, da je to super orodje za vsakega, da mogoče poskusi, ampak je zlahka zelo slaba dieta, če ni narejena prav, če se ne držiš. teh Ja, principov, definitivno. ne. Vse to lahko v bistvu po moje trdimo za vsako Ja, bi lahko rekel. izmed diet, ne, ampak ja. Zdaj, tako si že ti omenil od koristi, je po moje najboljša vseeno ta hitra izguba telesne teže, ti, ki si prizadevate to narediti. Zdaj, velik del tega je, tako si tudi že ti rekel, zaradi tega, ker zgubimo ful veliko vode, pa tudi zaradi tega, ker se apetit pri velikih ljudeh pa je bistveno zmanjša, zato ker če ti ješ samo, recimo predstavljaj se si, da poješ namest, da tako si zajedel kruh, pa medek si gor jedel zajtrk, da že zjutraj ješ zrezek, ne, naprimer, se mogoče pretiravam, ker ne rabiš za zrezek, lahko ješ jajca ali pa kaj, ne. Ampak če ti ješ nek tak obrok, ki je recimo na tem nivoju nasiten, verjetno ne boš lačen, pa ne bo se ti tukaj recimo luštal nekega sladkega ali pa nekega binžitanja. Ja, veliko ljudi poroča, da se jim zmanjša apetit na keto. Tako, ja. No, po mojem glih zaradi tega, no, ker pač, če si predstavljaš zdaj, da bi ti recimo jedel neko lean meso, če zdaj ima pretiraval, če to je zdaj karnivor, ne, ker še vseeno moraš imeti dovolj maščob, da recimo ješ nek dober profil maščob, pa da ješ pretežno meso še vseeno, ne. Do sitega ti ne vem, če si ti bo kaj drugega luštal, po mojem. No. Teda to je, mislim, da je kar ena velika korist. Zdaj spet, če imaš to rad, če nimaš pa si mal. S tem tudi zelo nadziraš svoj krvni sladkor, to si tako že ti povedal, zato ker ni prenosa oziroma prehoda uporabe glukoze, ker ga tudi ne poješ. Je pa drugače bilo, baje je bila keto dieta razvita za zdravljenje epilepsije. Aha, ja, to sem Baje, počul. da so bolniki močno zmanjšali število napadov s tem. Seveda lahko zboljšamo s to dieto tudi nekatere te markere, ki jih recimo lahko dobimo v pogled v njih z odzevom krvi, naprimer na kakšne trigliceride pa HDL, ne. Pa kratkoročno pač privedo hitrega hujšanja. Ja, en Kakor pa neka, ja. je rekel, da kdo le? Da je zdaj mislim, da je on star skoraj 50 let, pa da ima trenutno najboljše krvne markerje, kar jih je imel v življenju, zdaj, ko je šel dati kri, ko je bil 2 meseca na ketonski dieti s kombinacijo intermittent fastinga. Na koliko intermittent fasting? Mislim, da te vprašati, koliko dejansko on je zdaj. Če veš. Kaj misliš, ure ali ko? Ne, no, kak ima zdaj prehranjevalni vzorec v bistvu, no. A je skos na keto ali kakva dela? Se pravim, da tu je bil 2 meseca skos, ko je šel dati kri, ne. Ampak zdaj pa je ima bolj tak faze, ne. Tako bi rekel, po 3
2 do 3 tedne na Aha, mesec. torej tako si že ti vmes Ja, omenil, da v bistvu ja. kombiniraš lahko pa še vsem čisto. Sam je lepo pač prideš skozi. ključno, da to je bilo meni ful zanimivo, ko sem o tem raziskoval, da imaš ti neko metabolično fleksibilnost. Se pravi, večkrat, ko si šel iz keto pa nazaj v keto, bolj se Bolj si telo fleksibilen, nauči to narediti. Mhm. Ne? Se pravi, recimo, ta prvič, ko boš šel na keto, bo trajalo dlje časa, da boš padel v ketozo, če še tega nisi nikoli delal. Ne? In večkrat, ko to narediš, bolj telo fleksibilno postane, da to dela in da k temu pa seveda ful pripomore to, da tudi ko nisi na keto, da paziš, da nimaš absurdno velikih vnosov ogljikovih hidratov. Okay. Tako da ja, no jaz bi mogoče to še vsem priporočil bolj, kot da zdaj začnete sam katati carbs ali pa glih obratno, da začnete ful zmanjševati sam maščobe, pa jete sam stvari, ki nimajo veliko maščob. Mogoče pač to probate, zdaj, če bi koga to zanimalo. Je pa moje bolj healthy, ko pa da ješ ful predelanih snovi, ki kao nimajo maščob noter. Pa tako to je hiter pal. Ko piše gor, da je brez maščob, pa imaš pa tukaj ostalih stvari še zraven noter, da boljš, če ne bi. Pa tole omenil bi še zdaj mogoče sam keto gripa, to se ponavadi pojavi na začetku, ko mi prehajamo v keto, da ima reč dieto. To so pa simptomi tega so pa utrujenost, glavo bolj, slabost, pa neka razdražljivost, ker se telo prilagaja na pomankanje glukoze. Zdaj dosti ljudi poroča tudi, da so dobili, da se jim je prebava precej uničila, da se jim je tudi kakšne take težave, ali imaš čisto reda. Imaš reda prebavo. Okay, no, super. Zdaj ti si že tudi festo pa to vmes, tako da mislim, da to ni take panike. Zdaj, če pa je predolgo, če smo predolgo na keto, pa zraven še bremenimo z beljakovinami, lahko pa razvijemo ledvične kamne, pa možna tveganja pri dolgotrajnem keto prehranjevanju sta tudi putika pa osteoporoza. Aha, bi rekel. Zdaj pač itak paziti moraš nekaj vnašaš v sebe, zdaj če ustrezno nadomestiš, pa moje tveganje je toliko manjše, ne? Ja, zato je pa fajn, da če si neko dolgo obdobje, da si greš malo krvne markerje preveriti. Sigurno je priporočljivo, da to pač najprej kaj prebereš o tem, pa da veš sploh, kaj se dogaja, pa da zdaj, če imaš neko bolezen ali pa če si noseč, mogoče ne greš na keto. Ali pa zelo, mislim, to moraš zelo paziti. Zdaj imam pa tule, mislim, da še imam par mitov, ampak tudi kakšna kritika se najde. Zdaj veliko smo se že mi o tem pogovarjali, da lahko na keto ješ karkoli, pa neomejeno maščob, pa boš shujšal, ne, zdaj to ni čist res, vse moraš tako, si ti že zdaj omenil neparkrat, da moraš kar paziti, s kje vzameš maščobe, pa še vse malo si miriti, ne, zdaj, če boš pač pojedel preveč, tako smo rekli v prejšnjem podcastu, calories in, calories out, da pa se boš zredil. Kjeri so pa tebi najboljši viri, zdaj kao glavnem ješ, kadar hočeš, kadar si več. Maščobni viri? Ja. Predvsem olivno olje, tile oreščki, makadamija. Kaj je še bil moj maščobni vir, tak res. No, kaj pa recimo, če poveš 3 primere obrokov, na primer, kaj lahko na keto ješ, razen, mesa pač. Ja, večinoma sem zjutraj jedel jajca, zelenjavo, pač za kosilo nekaj na osnovi neko meso, pa solata, ali pa spet zelenjava, ampak solato recimo sem dal spet več pač olivnega olja. Za večerjo sem pa, tudi kakšne mastne ribe, so zelo fajn, če bi lososa sicer zelo nisem jedel ali pa to, ampak tudi tele sardine, ko dobiš olje pa omega-3 pa tako da jaz načeloma zelo sučem te obroke. No, vse cool, ja. Okay. Ampak drugač, marsikdo bi si mislil, da je težko jesti skozi ene in iste stvari. Ja. Sam če zdaj pogledate svoje življenje, verjetno že skozi jeste ene in iste stvari. Ja, da sem videl, da se hitro kdo sekira, da zdaj pa ful omejen, pa v bistvu, če pogledaš malo bolj daleč, vidiš, da tak ješ tak 5 stvari skozi glavnem, no. Ne vem še vsaj, jaz mislim, da imaš, če nimaš zdaj ful časa, pa da se ne ful ukvarjaš s tem, imaš 4-5 prilog, pa par vrst mesa, pa neko zelenjavo, ki je pa sučeš načeloma, sploh če ne hodiš zdaj ven jest, pa če nisi zdaj ful zbirčen. Če si pa zbirčen, pa itak še manj stvari, ki jih ješ, ne.
Ok, cool. Zdaj pa naslednja, kaj je? Pred nadaljujem, sem sam tole hotel dodati, ker škoda, da nisem tega že v prejšnji epizodi našel, ker bi bil... Lučka je ugasnila. Ja, kar gor. Pardon, ko sem zdaj tole prekinul, razsvetljavo moramo urediti za video, tisti, ki poslušate. Ampak hotel sem reči, da bi že v prejšnji epizodi mogel dodati. Tule imam en tak okvir, kaj se vprašati, preden se odločate, mogoče kjero dieto zbrati, pa kaj sploh želite spremeniti pri sebi, ne? Glede te prehrambene biokemije ali pa prehrambenih navad. In da v bistvu glavno vprašanje ne bi smelo nikoli biti, kateri dieti slediti. Ampak bi moglo biti, v bistvu 3 vprašanja imamo. A si prehranjen ali podhranjen? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, a si premal ali dovolj mišičast? In tretje vprašanje, a si metabolično zdrav ali ne? Ok? Jaz sem kar zdrav, ja. Se pravi, a si prehranjen ali podhranjen, si premal ali dovolj mišičast, a si metabolično zdrav ali ne? In na podlagi tega, kako si odgovoriš na ta 3 vprašanja, bi se pa mogel odločiti, kakšno dieto zbrati. Oziroma, kakšno dieto si sestaviti. Okay. Večina ljudi spada v ta koš, da bi mogli, da so pač prehranjeni, torej da bi mogli jesti manj, doseči kalorijski deficit, da so premal mišičasti, torej da bi mogli pojesti več beljakovin, pa več vaj za moč delati, pa da so metabolično nezdravi. Torej, da bi mogli mogoče paziti na te dvige glukoze ali pa kaj takega. Pa imam še sam, da ko si na ta vprašanja odgovoriš, kaj so pač variante, da ustvariš kalorijski deficit, da so v bistvu 3 glavni koši. Eno je, da omejiš kalorije, se pravi, da zmanjšaš vnos kalorij. Druga je to, o čemer zdaj govorimo, diete, da izključiš ali pa omejiš določena živila. In tretja varianta, ko pa bom še kaj o tem povedala, je pa časovna omejitev. Da omejiš časovno okno, v katerem ješ. Torej, to so 3 načini, na katere lahko kalorijski deficit ustvariš, ampak bolj pomembno, pa fajn se mi zdi tistle, da se res ne vprašate, kjer dieti slediti, ampak tista glavna 3 vprašanja. Ne? Ok, zdaj pa lahko nadaljuješ. Zdaj bi mogoče šla na naslednjega, da ne bo čas povozil, pa niti ne bi zdaj ful predolg. Vem si, da bi še vse namenila zdaj to uro, koliko mava, da gremo čez te diete, probamo prije čez diete, malo pokomentirati dobre, slabe stvari, za kaj gre. Mogoče samo za tiste, ki pač vas to zanima. Tako da naslednji bi pa bil, naslednja dieta oziroma prehranjevalni vzorec bi bilo pa vegetarijanstvo in izraz, ki ga še jaz nisem čul, fleksitarijanstvo. Ko si čul? Ne, nisem še slišal. Čul se po moje, zdaj, če boš malo premislil. Ja, se si mislim, kaj bi bilo. To so oni, ko je zelenjavo, ampak imajo pa radi tudi čevapšiče, pa pršut. Obstaja seveda tudi omestne oblike, pa pesketarijanstvo bi še dala tudi kar zraven, mogoče zdaj zelo na kratko. Vegetarijanstvo je, da pač jemo, v bistvu samo ne ješ mesa, ješ pa živalske izdelke v bistvu. No. Torej ješ jajce, pa ješ mlečne izdelke, pa pač vso ostalo zelenjavo, ne ješ pa mesa kot takega. Pa zdaj ne vem, pri pesketarijancih je pa tak, da poleg tega jejo pa še ribe. Ja, pa morsko hrano, morske tako sadeže. No, pa to, ne. se je bilo mogoče bolj, če bi rekel, kar je z morja, ja. A riba morski sadež? Ne. Torej, omenil sem že, tu imamo omenil tudi lakto-vegetarijance. Lakto-vegetarijance? Okay, to so pač ti, ki jejo pač mlečne izdelke zraven, pa jajca specifično. Ne? Zdravstvene koristi so podobne kot pri veganih, ste tukaj še manj tvegan za pomankanja nekih hranil, ne? Predvsem recimo vitamin B. A ne že vegetarijanci, mislim, prej rekel, da vegetarijanci generalno jejo mlečne izdelke. Ja. Ok, čuden, zakaj bi še pa lakto vegetarijance. Je mogoče, da hoče... Čim bolj se moramo Ja, zato, ker moš povedati, kaj ješ, ne moš kar nekaj, ne.
ti moraš se zavedati, pa tudi ko prideš, kam moraš to povedati. Ne? Ja. Poveš ime, pa poveš prehranjevalni slog. Ja. Ti moraš zdaj skozi govoriti. Jaz sem pa na ketonih. Ja. Okay. V glavnem predvsem tudi pa, recimo železa tudi hitro primankuje ljudem, ki ne jejo mesa, da pač treba je spet paziti na vnos snovi. Pa tule sem zdaj eno opombo pri pesketerijancih, da pač jejo ribe, pa morsko hrano, ne jejo pa rdečega ali belega mesa. Aha, okay. Recimo imaš pa Hrvati, oziroma Hrvati, ljudje, ki živijo ob morski obali, pa recimo med ribami ločijo, se tudi mi ločijo med plavo pa belo ribo. Aha, to, okay. Znaš. To je tako, ne moreš reči, to je še malo nad pasmo v bistvu. Ja. Saj ne vem, ne bom zdaj, mislim, da je osličje recimo menda bela riba. Pa imamo fleksitarijance. Okay. Ti so pa pač samo še malo manj strogi in pač večinoma jejo rastlinsko hrano, občasno pa vključijo neko meso ali pa ribe. Zdaj to je pristop za trajnostni način vnosa pač mesa, ne da bi se zdaj povsem odrekel, tako sem rekel zdaj. Večina ljudi, ko pač so zbirčni glede mesa, bi jaz rekel, kar da so fleksitarijanci ali pa zdaj, če imajo neko zdravstveno stanje, zaradi katere ne smejo recimo preveč rdečega mesa, naprimer. S tem pa lahko tudi zelo omejiš vnos procesiranega rdečega mesa, to je pa navadi velik problem, pa kakšne salame, ne? Pa za vsako dodano porcijo zelenjave v bistvu lahko koristiš teleso, sploh če tega nisi prej velik jedel. Zdaj bi šel pa še bolj še bolj bi se odrekel meso, bi zdaj tukaj omenil vegansko prehrano. Tukaj pa zdaj popolnoma izključimo vsa živila živalskega izvora, torej meso, mesne izdelke, ribe, morske sadeže, jajce, mleko, pa vse mlečne izdelke, tudi med. Ker za med bi si kdo mislil, da ne, ampak med po moje zaradi tega, ker vsebuje te encime čebelne, ker v bistvu čebele med prideluje tako, da pojejo ta... Mislim, med je v bistvu namenjen čemu vse. Pač gradijo sotovja, ne med drugim, drugače pa z medom tudi obnavljajo med pa... med. Obnavljajo svoj življenjski prostor. Aha, ok. Pa z encimi pa svojimi izločki v bistvu nek način. Ker v bistvu one konzumirajo cvetni prah, čeprav vem. Zelo na kratko dodajo svoje encime, v bistvu bruhajo na encime zraven, pač noter, pa vse skupaj izločijo kot med. Teda po moje zaradi tega, ker to pač tako krava predela, kar poje pa naredi mleko, ne, na nek način. Živalskega izvora. Ja, tako, ne, tako v bistvu čebela doda, ne, ker pač iz kje pride med, ne pride kar tak iz roža, ampak v bistvu pride iz čebele na konc, ne, s tem, kar se čebela prehranjuje s cvetnim prahom. Teda v bistvu jemo, med je v bistvu čebeli izbljuvek. Let that sink in. Torej temelji na rastlinski hrani, zdaj kaj lahko tukaj jemo, vso zelenjavo, sadje, žito, stročnice, oreščke, razne semena. Zdaj pa eni grejo zaradi tega, zakaj se zdaj odloči nekdo za vegansko prehrano. Načeloma se lahko odločiš samo zaradi tega, da si narediš neko restrikcijo, kar hočeš shujšati, ne? Čeprav poznam dosti ljudi, ki so šli na vegansko, pa so se zredili, ker so pač jedli ful majoneze, naprimer, ne? Pa takih stvari, pa ful ene procesirane hrane. Majoneze niso jedli, ker je z jajc. Ja, sej imaš ti, imaš vegansko, ja, veš da, ne? Ampak tako... Še vse je olje, ne? Ful je mastno. Pa kakve oreščke, pa to, ne? To tudi, ja. To je zelo calorie dense. Drugi vidik je pa tega, da pač gledajo na etiko oziroma na neko dobrobiti živali, če hočeš, ne? Pa potem na trajnost in okolje, ker s tem, ko ti ješ samo vegansko, bi zaradi tega, ker se odrečeš meso, posledično prikrajšaš živinorejo, če hočeš, in zmanjšaš s tem svoj ogljični odtis, ker pač živinoreja pa je zelo pripomore k temu, pa velika je poraba vode tudi pri živinoreji, teda s tem se pač izogneš vsemu temu. Druga stvar so pa lahko tudi pač zdravstveni vidiki. Zdaj, tako smo omenili, pri vsake prehrani pa važno, da paziš na vnos vseh hranil. Predvsem, se zdi, da je zelo problematično zadovoljiti vnos beljakovin, ne? Tako je.
Tudi s prehranskimi dopolnili imaš sicer te grahove beljakovine, ampak problem je tudi, da če primerjamo beljakovine rastlinskega izvora pa beljakovine živalskega izvora, so beljakovine rastlinskega izvora dosti manj kakovostne, ker vsebujejo ful manj teh aminokislin, kot so leucin pa ne vem, kje so še. Tako da, mislim, to zdaj ne trdim, da je pač boljš, da niste na veganski dieti, ampak da je definitivno težje zadostiti beljakovinskim potrebam, pa pač tudi vsaka čast tistim, ki jim to uspeva. Okay. V glavnem, predvsem pa pomembno je tudi omeniti, da tukaj lahko pride do hitrega pomankanja nasičenih, oziroma načeloma vseh maščob je pomankanje. Zdaj pa, če hočeš ti ta zdrave dobiti, pa ta zdrav holesterol, ki ga recimo lahko že ti z jajca dobiš, ne? S čim ga boš zdaj tukaj nadomestil. Recimo neke rastline sicer imajo to, ampak še vsem moš ti pol ful tega pojesti, ne, zraven pa z druge stvari še zaužiš. Čeprav bi rekel, mislim, jaz si ne bi mislil, da je za vegana tako težko maščobe, ker pač imaš olivno olje. To imaš še vse. No, pa se imaš, tako smo premenili avokado, zelo dobro predstavljeni. To pa še vse recimo lahko z mesom veliko hitrej. Načeloma dobiš, sploh če pa ne maraš zdaj olja. Ne? Ja. Zdaj glavne koristi so verjetno sigurno to, da lahko s tem zelo shujšamo hitro, ker imajo rastline zelo majhen ta indeks, pa načeloma zelo malo, zelo je nepredelana veganska prehrana, zdaj če zelo paziš, kaj ješ, ne? Sploh če se lotiš pol surove prehrane, ne, naprimer. Lahko pa zdaj poješ pol sadja, pa je hitro veliko kalorij, ne? Ja, sem še vsem boljš, da poješ sadje kot tako, ne, če je zdaj to hrana, da ne sam sok piješ. Pa da je nepredelan, ne, tako da ja, to smo tako že zadnjič. Niže je tukaj tveganje za bolezni srca, visok krvni tlak pa sladkorno bolezen, spet odvisno, kaj točno ješ, ampak načeloma, če narediš, da je to vzdržno na dolgi rok, pa boš itak mogel na te stvari paziti. Ljudje, ki uživajo vegansko prehrano, bi naj bili povezani z nižjimi ravni skupnega pa LDL holesterola, pa imajo manjša verjetnost za visok krvni tlak, pa izboljša lahko tudi naš krvni sladkor. Spet ne, malo odvisen, kaj jemo. Jaz ne vem, koliko je to res, ampak kakor sem jaz prebral, je ful zmotno razmišljamo o holesterolu, da je zelo majhen del holesterola, na katerega vplivamo s prehrano. Da bi naj samo na 10 do 15% sprememb po holesterolu vplivala prehrana. 10 do 15? Ja, ostalo pa stres, ne? Tako si rekel. Okay. V Public Health Review je bila neka študija leta 2024, ki je pokazala, da pač vegani imajo 15% nižje tveganje za kardiovaskularne bolezni. V primerjavi z vsejci, zdaj to verjetno zaradi tega, ker se pač odrečajo toliko predelani hrani, pa imajo nasplošno. Mislim, sigurno imajo manj ateroskleroze, to je mašenje žil, zaradi tega, ker ne uživajo toliko teh maščob nasičenih. Ne? Ne, da sem zdaj narobe rekel, ne nasičenih. Ali sem prav rekel? Mislim, da ja. Ker že ne jejo, ne vem, svinine, ne? Ja. Pa putra, pa tak naprej. Zdaj, če se pa odločite biti vegani, oziroma itak naredite svoj research, zdaj pa verjetno boste mogli dodatno pojesti kakšno tableto vitamina 2, oziroma jesti živila, ki vsebujejo več, ne, zdaj v rastlinah ne vem, kje se najde vitamin B. Ja, ziher se najde, ampak premajhni količini, ne? Ja, pač težko bo praktično narediti to dieto, ne. Če bi hotel jesti samo, če bi hotel vse dobiti, kar rabiš, samo iz živil. To je že pri vsaki dieti malo težko. Tako. Potem pa železo bo treba verjetno domeščati. Zdaj, imaš ga tudi v rastlinah, ampak baje se iz mesa pač boljš absorbira. Laga pač dobite iz stročnic, iz temno-zelenjave, pa kombinirati z vitaminom C za absorpcijo, zdaj kakšna limona, peteršilj, mogoče, ne vem. Drugače pa hranila, na katera treba biti še pozoren, po moje sigurno jod, cink, kalcij. Vitamin D, se je vitamin D že nasplošno, moramo vsi paziti, pa omega 3 maščobnih kislin.
Tudi to je ful težje dobiti, kot pa iz živalskega vira, kot je ribje olje. Imaš sicer iz alg tudi, pa ima neko mero omega-3 lanena semena, ampak bo spet bo pač težje. Ne? Zdaj ne vem, koliko je The Guardian revija tleno zanesljiva, ampak oni so poročali, da imajo kadar govorimo o veganski prehrani, 30% ljudi več imelo zlom kolka, ker imajo toliko slabše kosti. Ja, seveda, zaradi toliko manjšega vnosa beljakovin. Beljakovin, tako je. Sploh, če gledamo zdaj to dolgoročno. Ne? To se mi zdel kar fun fact. Not so fun fact. Ja. Je, ker načeloma dosti ljudi hitro našteva vse dobro, ne, pa kaj je pol slabega tukaj, ne? Ja. To je sigurno ena taka stvar. Sem se pravim, če zdaj ti dobro načrtuješ, še vse en lahko nadomestiš nek primanjkljaj. Predvsem pa treba paziti na vnos beljakovin, tako si ti rekel, da zdaj ali se pa nadomesti to z kakimi praški, ali pa pač toliko nekih drugih. Zdaj fižol lahko tudi ješ za beljakovine, sam gaš mogo res veliko pojesti. Ali pa tofu drugače dober tlu, ne? To je sicer iz soja in pa zdaj tukaj imamo splut razne debate, zakaj soja ni dobro, ampak ne bi se zdaj mogoče to. To oglični vtis smo omenili, pa porabe vode smo omenili, to je pač nek trajnostni vidik, tako da mogoče ima kar zdaj tu naprej. Zdaj pa biš omenila tu eno dieto, oziroma način prehranjevanja, to je mediteranska dieta, to je za tiste, ki ste pač to slišali, to je pač en prehranski slog v bistvu, ki posnema tradicionalno prehrano v državah ob sredozemskem, oziroma pač ob morju, no, to je Grčija, Južna Italija, Španija, se tudi Slovenci načeloma imamo pretežno, lahko rečeš, mediteransko, ne. Zdaj, mogoče Slovenci nimamo rib toliko, ne, jaz ne, imamo mi kako jed z ribo, jaz mislim, da bolj ne. Če gledamo, zdaj, če gledaš, kaj je tradicionalno slovensko, kao potica, pa kranjska klobasa, ne, to nima glih veze s sredozemsko prehrano. Ampak še vsaj, se mi zdi, da pojemo še vsaj dosti sadja, zelenjave, pa nekih polnozrnatih žic, stročnic, oreščkov, oljčnega olja, tudi se mi zdi, da v Sloveniji ni problem dobiti dobrega, toh če se malo na Primorsko peleš. Ja, meni se zdi, se boš zdaj veliko povedal zakaj, ampak tako naprej bom dal mnenje, da je mediteranska dieta res S-tier dieta. Iz vidika potreb človeškega telesa, pa tudi rezultatov, ki jih imajo ljudje, ko so na njej. V bistvu je zelo bolj, se mi zdi, da bolj redko pomislimo na mediteransko dieto kot na dieto, ampak bolj kot na prehranjevalni slog. Ne? Ja, tako je, ja. Po moje tukaj še vse najbolj pogost vir maščobe v tej dieti oljčno olje ali olivno. Oboje je prav, menda, sem gledal zanč. Pa tudi ribe. Pa ribe, ja. Čeprav tukaj je zdaj omenjeno zmerno uživanje rib in morskih sadežev. Ampak tukaj še vse lahko če jemo perutnine, jajce, malo rdečega mesa, mlečne izdelke v določenih količinah. Predvsem jogurti pa siri bi ne prevladovali. Pa tukaj je zdaj prvič omenjen alkohol in sicer zmerno pitje rdečega vina. A to je del mediteranske diete? Ja, je. Zanimivo. Tukaj biš ob obrokih poželje. Se je tudi verjetno za marsikero od diet, o kateri govorimo, boste, če greste na splet, našli nešteto različnih verzij te diete. Sigurno, ja. Se zdaj to definira, to je tako, ne. Se prova, ne, ker tako smo govorili v prejšnji epizodi, da so potrebe zelo individualne. Ja, sigurno, ja. Mislim, saj pa moraš vsaj na konc prilagoditi, ne. Je pa bi pa rekel, da to zdaj ni neka dieta z jasnim koncem, da boš ti zdaj zhujšal, ampak da je to bolj vzorcno, ki poudarja neko, tako je. Tukaj se gre, da ti ješ neko okusno, preprosto, polnovredno hrano, brez da bi zdaj neki precej ful kompliciral. Kaj še zdaj tukaj takega? Vmes nekje najdu, zdaj da se ne ponavljamo preveč, tukaj zdaj poudarjeno niže tveganje za srčno-žilne bolezni, da to ne bi zdaj preveč se to spuščal tako. Veliko stvari smo že povedali. Da bi to lahko bilo zaradi proti drugim dietam
nadpovprečnega vnosa omega-3 maščobnih kislin zaradi morskih virov. Aha, le je tole. Velja tudi omeniti, da mediteranska kuhinja hrano uživa kot del družbene tradicije. To tukaj ne gre zdaj v bistvu, ne, sam za neko prehranjevanje, pa gre bolj za življenjski slog, ne, da so obroki umirjeni v krogu družine, kar tudi blagodejno vpliva na ljudi, ne, če gledaš, da smo pač socialna bitja. S tem lahko povežeš manj prenajedanja, pa več uživanja v neki hrani, ker to je nek social act, bolj kot pa zadovoljevanje neke potrebe. Tako da to zdaj nekih prav resnih slabosti tveganja, jaz mislim, da jih ni oziroma jih nisem najdel. Gre za precej uravnotežen način prehranjevanja, zdaj tako vsako drugo ne smeš pretiravati, pa pač prilagoditi si oseb. Edino, kar je zdaj takega tukaj, da ne daje zdaj nekih hitrih rezultatov pri hujšanju, ne? Ker ni zasnovana nič za hujšanje. Ja. Lahko pa vodi do izgube neke teže, če si ti prej bil v nekem ekstremu. To pa pač od vsake države, ko si zdaj pri nas bo taka, mediteranska dieta v Španiji bo taka, zdaj odvisen, kaj prevladuje pri komu, ne? Še vsem pa prevladuje olivno olje. Ja. To pa gremo pa moje kar naprej. Naslednja je low carb, high fat. To si že ti prej pri keto v bistvu nekaj omenil. Tukaj gre za prehrano z malo ogljikovimi hidrati pa veliko maščobami. Še vseeno več ogljikovimi hidrati kot keto, ne? Tukaj se gre, da ti ješ podobno kot prej, če hočeš, sam da malo povečaš vnos maščob, pa probaš čim bolj zmanjšati vnos ogljikovih hidratov. Torej, če si prej jedel vsega normalno, ampak si prej jedel pretežno testenine pa pice, boš zdaj pač probal ful več mesa pojesti, pa pač se pač zamenjati neke vire ogljikovih hidratov, pa namesto tega dodati recimo malo več zelenjave. No, to je zdaj tako zelo banalen način, kako prije do tega. Meni se zdi, da je to ful težje vzdržljiva dieta, kot pa keto. Ja, ker tukaj se moraš ful šparati, mislim, moraš ful paziti, da ne boš zdaj pojedel pa preveč testenine, ali pa preveč, če hočeš čokolade. Lažje je iz vidika, kaj lahko ješ, ampak težje je iz tega, kaj vse moraš ti tukaj kontrolirati. Mislim, meni se zdi, da še vse je, kar se tiče nadzora tukaj, tako da boš ti lažje zdržal z nečim po eni strani, če se čisto odračaš, kukor pa, če se zdaj omejuješ, no, ker je tukaj ta bi rekel, na sebi izvajaš nek psihološki pritisk. Da zdaj danes pa lahko pojem sam 10 gramov nečesa. Ne? Pa mislim, da boš hitreje padel v pač tale kalorijski presežek, zaradi tega, ker še vedno lahko več ogljikovih hidratov piješ, pa še maščobe dodajaš. Tako je. No, pa problem je tudi to, da ti imaš zdaj nekaj tega ne smem jesti in zdaj tisto, kar si ti se pomil, se ti bo še bolj luštal, pa moje. No, imaš tukaj lahko hiter problem. Več ogljikovih hidratov v primerjavi z keto, da ne bo kdo mislil, da sem low carb zamenjal. Tako. Zdaj omejijo približno 20% od dnevnih kalorij iz ogljikovih hidratov, se da tukaj stran, naprimer. Kako imaš pa, ti si zdaj nisi miru, da bi zdaj povedal, kako si recimo, ker recimo to, kar ti delaš, recimo keto, je sam še bolj, še eno stopničko više nad low carb, high fat dieto, ne? Ja, mislim, zdaj mogoče je to malo hot take, ampak jaz bi rekel, da je low carb, high fat dieta, keto dieta narejena narobe. Zdaj, kaj bi bil cilj? Kaj bi bil cilj low carb, high fat diete, je znižati te neke inzulinske odvige in pace, oziroma konice, če hočeš, pa prisil telo, da porablja maščobe za energijo, pa zboljšati presnovo s tem. Ampak mislim, da je tukaj zdaj hiter problem, če ti še vse, mislil bi si, da zdaj, če ti samo ful omejiš vnos ogljikovih hidratov, pa si prej bil ful navajen ogljikovih hidrate veliko jesti, boš zdaj zelo občutil mogoče padec energije, oziroma moraš zelo dobro to nadomestiti, da si ti ne pozna tak fejs, da si ti pojedel toliko manj ogljikovih hidratov. Sploh, če si zdaj zelo aktiven, no. Se mi zdi, da tukaj se ti bo zelo pozna, sploh, ne vem, pri nekih tekačih ali pa teh, ki porabljajo, zelo veliko porabijo ta glikogen v mišicah, ne. Ja, spet, kakve so potrebe, ne. Sam, jaz bi rekel, da če ni keto, da je dosti boljša ideja kot low carb, high fat samo
lower carb. Da sam zmanjšaš ogljikove hidrate. Ja, za začetek, ne, zdaj odvisen, če dosti poješ vsega ostalega, pa odvisen, kaj ti je cilj, ne. Da si ne povečuješ tu zdrav maščob, ker ne funkcioniraš na ketonih, ker še vedno poješ dovolj ogljikovih hidratov. Tu se sam slab počutiš, po moje. Mislim, to je res, po moje, to je ena izmed tistih diet, ko jih malo ponavadi v mislih, ko rečemo, da zdaj vam je zhujšo, pa daš sam stran ogljikovih hidratov in pa si pač weak. Ja. Okay. Zdaj, tukaj, če sam še omenim enkrat, kaj se dejansko mi, vso škrobnato hrano, tukaj imamo kruhece, testeninice, rižeke, krempirčeke, pa vse sladkorčeke, pa tudi sadje v večjih količinah. Zdaj, ful je dober, jejte več sadja in pa lijemo 3-krat na dan banano, ne? Banana ima, mislim, da poprečijo 14 gramov sladkorja. Vse to je zdaj, tako še vsaj je to zdaj sladkor, ki ga dobimo z vnosom še ostalih hranil in ostalih vlaknin, ampak če greš samo računati, je to kar nekaj sladkorja, to so, mislim, da 2 vrečke, te, ko jih dobimo ob kavi, in zdaj, če poješ ti 3 banane, si kar nekaj cukra že pojedel. Če to rabiš, super, ne? Če pa to, se pa tudi z sadjem načeloma zrediš, ne? Jaz bi samo tu, ko smo pri tej dieti omenil dieto, s katero sem jaz imel ful dobre rezultate, ki si jo je izmislil Tim Ferriss, ki se reče slow carb dieta. Samo zaradi tega, ker se povezuje z tem, pa bomo dala v opis, kako ta dieta funkcionira. Bom sam na hitro povedal, kaj je glavnih 5 pravil. V bistvu prvo pravilo je, da se izogneš vsem belim ogljikovim hidratom. Torej, v stran gre kruh, riž, krompir, kosmiči, sladkor, testenine, vse, kar je odsvrto, v bistvu gre pa v stran. Torej, že s tem pravilom se... Kako gre v stran vse, kar je odsvrto? Kar je odsvrto... Misliš pohano? Pohano, bomo rekla, ok. To je prvo pravilo. Drugo pravilo je, da obroke čim bolj ponavljaš, pa jih na nek način sestaviš iz beljakovinskega vira, iz stročnic pa iz zelenjave. Se pravi, stročnice so tu ta slow carb komponenta, ki je dovoljena. Da lahko ješ lečo, fižol pa sojo, naprimer. Ne? In ti tudi ti viri bojo dodajali k vnosu beljakovin, pa bojo pomagali, da kljub temu, da ne ješ ogljikovih hidratov, da se boš počutil sitega. Tretje pravilo je te diete, da ne piješ kalorij. Torej, piješ lahko samo črno kavo, čaj ali pa, če pa hočeš alkohol, pa samo suho rdeče vino. To je mogoče omenil sem zato, zakaj ni fajn kalorij piti, zato ker pač ti veliko lažje spiješ en sok, pa full kalorij dobiš, kot če mogo dejansko pojesti. Recimo, če si spil prej 2 deci soka, koliko mogo zdaj ti pomaranče pojesti, da bi dobil bi mogo pomojiti, recimo 3 pomaranče, pa stopi že kar nekaj. Ja, full večja, ne. Tako da ja, da že pa s tem tudi ful omejiš, da ne piješ kalorij. Četrto pravilo je, da sadja ne ješ, zato ker bi se naj fruktoza shranila direkt v maščobne celice in da je to tukaj ta evolucijska logika, da tudi tvoji predniki niso imeli sadja na voljo čez celo leto, ne. Ja, v sezoni, ja. 5. pravilo je pa to zabavno pravilo, da si zbereš en dan v tednu pa popizdiš. Pa vse poješ. Prvo napisano je, najej se tak, da ti je slabo in da se ti z hrana zameri. No, to je ful zdravo, ja, super. Ampak da tukaj še vsem naj ima ta dan neka pravila, da je še vsem prvi obrok dneva slow carb, se pravi to, kar si prej, ne? Pa da ješ počas, pa da piješ limonade, pa kaj s cimetom, zato da se ti zniža ta glukozni odziv. Tako da... Ampak to je prvi obrok, ali pa popizdi. Ja. To je da ful zanimiva dieta, pa ful veliko ljudi je imelo dobre rezultate z njo. Mogoče to probate, ker je kar zabavno. On ima celo tako logiko, sicer še zmeraj je tu glavni princip calories in, calories out, ampak da bi ti kao z tem ekstremnim cheat dayom tok obremenil telo, da sploh ne more predelati tega. To se ful zdravo sliši. Ja. Ok, to je slow carb, ja. Ok, zdaj se bom pa vrnil na zadnjo misel glede LCHF in sicer tisti, ko se odločate za to, bi mogoče imeli v mislih samo to, da pač se odločite za ta
tip diete oziroma prehranjevanja zato, da ni cilj striktna ketoza, ampak da si sam zmanjšati inzulin. Aha, ok. Po moje, da imaš pač, to je poglavitno, po moje, kaj boš ti od tega odnesel, je po moje to. No. Ja, sam še zmeri, tako sem prej rekel, mislim, da je bolj samo zmanjšati ogljikove hidrate. Ja. Ne pa dodajati maščobe. Ne pa dodati maščobe, ja, tako je. To, ok. Kakšna posebna tveganja, zdaj spet paziti na vnos, jaz ne vem, če bi zdaj tukaj kaj veliko. Ja, Kaj veliko. Mislim, da je bilo to pač zelo popularno neki čas, ampak jaz mislim, da se s tem matraš, no, kar fest. Je bilo pa ful popularno nekaj časa, spomnim, so bile ful popularne LCHF tortice. Če ste kdaj to videli, LCHF tortica je pač... LCHF. Ja, sorry. Ja. Je pač bila tortica, kjer so kao zmanjšali vsebnost sladkorja ali pa da ni bilo veliko moke noter, pa kao ful bolj masno, še vse imaš Verjetno na koncu imela neko ful čokolado, kalorij, pa to ne. in pač... Ne vem, jaz tega ne razumem, razen da je bila to neka muha, na kateri so uspeli pač to ful dobro prodajati nekaj časa, ampak ne bi rekel, da je to fajn, specifično. Na drugi strani imamo pa HCLF. Joj, high carb, low fat. To je pa čisto nasprotnje. LCHF in tukaj je zdaj prehrana z veliko ogljikovih hidratov in malo maščob. To je pa po moje prva neka dieta, ki smo vsi imeli, ko si bil malo bolj neizobražen. Da boš ti zdaj shujšal s tem, da boš ful dal maščobe stran, ker maščobe so slabe. In zdaj bom jaz sam na ogljikovih hidratih več ali manj, ker to pa je energija in to, sam to rabimo v bistvu. Pol pač ješ. Ful velik testenin, pa hujšaš zraven. Težko pomislim zelo na situacijo, v kateri bi bila ta dieta dobra. Tudi če si ti človek, ki je zelo fizično aktiven, še vedno si pa zdaj v minusu, ker ne dobivaš dovolj maščob. Je pa en stranski učinek je to, da recimo, tako smo omenili v prejšnji epizodi, veliko vitaminov pa mineralov se dobro, kako se to reče, absorbira z maščobo. Ja. In zdaj, če ti maščobe ne ješ, imaš ful slabšo absorpcijo. Tudi če zdaj ti daš stran maščobo, pa ful poješ zelenjave ali pa nekih, ali pa da pač nek umetno nos, če hočeš narediš, to vseeno bo ful slabša absorpcija. Pa verjetno, če je high carb, to spet pomeni, da žrtvuješ pa vnos beljakovin. Ja. Sigurno je. Zdaj, v glavnem, tukaj glavni vir energije bi bil poudarek na tem, da ti ješ polnovredne, oziroma da se osredotočiš na polnovredne vire. Kompleksne ogljikove hidrate. Tako, pa maščobe zelo omejiš in s tem naj bi telo zelo učinkovito porabljalo energije, brez da bi skladiščilo kot maščobo, čeprav te mogoče že vemo, da pač če se ful odrečeš tem, pa ful pretiravaš pol s tem, pa če poješ preveč, calories in, calories out, da pač ni šansa, da boš shujšal, pač tudi, če si ful manj maščob pojede. Nekateri trdijo tudi, da visoko ogljikohidratne diete pospešijo metabolizem. Zdaj ne vem, če zelo paziš, mogoče lahko imaš dober učinek, ampak še vsaj ne tukaj pa ima en zelo velik glukov spike po nekem takem obroku, ker ti samo ogljikove hidrate ješ. Tukaj sem spada zelo škrobnata hrana, naprimer krompir, riž, oves, koruza, polnozrnate žitarice, stročnice, ful sadja pa ful zelenjave. Omejiš pa olje, oreščke, semena, maslo, ostalo živalsko maščobo. Tukaj jemo pa zelo minimalno, v bistvu tudi nekega mesa pa moje na konc ne, ker nima veliko ogljikov hidratov, samo po sebi, no, če hočeš. Zanimivo mi je, da ne glede na to, koliko slabo se mi čuje, se mi zdi, da je to od ful velik ljudi dieta. Ja, meni se to zdi. Oziroma od ful velik ljudi prehranjevalni slog. Ja, jaz mislim, da je problem to, da pač predvsem imamo v mislih to, da je maščoba ful slaba. Ne? Ja, probo bom čim manj masno jest, pa ne bom pojedel dovolj beljakovin. Poti pa tako stane karbi. No, to je direkt to, recimo, ko smo se zadnjič malo zabavali sicer iz tega, ampak recimo, ko se ljudje ful odrečajo masni hrani, pa ne bom čim manj olja, pa ko pa bom cooking spray, se imam to jaz tudi drugačno, pač guilty. Zato, da pač porabiš čim manj, ko karkoli pečeš, naprimer, ne? Ampak pol kaj je za zajtrk, sadni jogurt s kosmiči. Ko je pač res taka doza cukra. Pa glih zjutraj, ko je inzulin, mislim, ko je ta sistem najbolj občutljiv. Najbolj občutljiv, ja. Ta prehrana je sicer zelo bogata z vlakninami lahka, pa nizkokalorična na volumen,
ker lahko poješ veliko porcijo, naprimer neke solate, pa zelenjave, pa krompirja, ne, ki je pač... Se pravi, tako smo rekli, zdaj, če ti zelo paziš, kaj boš dejansko vnesel v sebe, če bo to za neki kompleksni oglikovi hidrati, pol je to recimo ok, ne? Če pa ravno obratno delaš, pa ne bo v redu, boš pa pač pojedel nek mehno obrok, katerega ne boš se niti ne jedel, pa zelo hitro boš lačen, pa zelo ti bo dvignil tale sladkor v krvi, pa posledično tudi precej padel verjetno, je to na koncu kar slabo, ja. To, zdaj še gledam, če je bilo kaj smiselnega omeniti. Se mislim, da si vse povedal. Poanta je pa, če hočeš pa zhujšati, jaz mislim, da moraš sam paziti, koliko neseš, pa da porabiš, pa da to pač, če pa da je vnos čim bolj kvaliteten. Zdaj, tveganje tukaj, mogoče omenima to, kar sem že sicer rekel, da je ekstremno nizek vnos maščob, to govorimo pod 10% celotne prehrane. To lahko s časoma povzroči pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin, torej omega-3 najbolj po moje, pa zelo vpliva to na absorpcijo vitaminov A, D, E pa K, ki so pač stopni v maščobah, pa zelo lahko vpliva na hormone, to pa še nismo omenili, za sintezo nekaterih hormonov pač potrebujemo holesterol pa maščobe. Zato pač tudi pri high carb, low fat dietah pač običajno dobimo nek nasvet, oziroma je zelo priporočljivo, da vsaj 10% ali pa 10 do 15%, da ima še malo dvigne ta nivo nekih kalorij pride iz zdravih virov maščob. Mislim, da nič kaj druga. Mit je največji mit, ki ga HCLF razbija, je, da ogljikovi hidrati nujno redijo. Zdaj jasno je, da preseže kalorij redi, ne pa sam makrohranila. Zdaj to smo tak. Itak se bomo zdaj če dalje bolj ponavljala po manj. Koliko jih še pa imaš? Kar nekaj. Ene parno, se bomo videla. Pejma pa samo zato, ko smo že 100-krat rekla vmes na... Intermittent fasting. Ja, ali občasno postenje. Intermittent fasting. Yes. Ali občasno postenje. Tako, kaj je to, Matej? Lahko ti poveš? Jaz ne vem. To je v bistvu, preko sem razlagal načine, za katerimi dosežeš omejitev kalorij, je bil eden od njih časovna omejitev. Torej, da določiš, kdaj ješ, pa kdaj ne ješ. Torej, določiš neko v bistvu časovno okno, ne? Tako. In to je zelo pomembno, da naredimo, zaradi tega, ker to sem že zadnjič razlagal, ko je bila ena študija z mišmi ali podganami, da ko so lahko jedle, kadar so hotele, kolikor so hotele, so bile metabolično ful manj zdrave. In problem je v tem, da če kadarkoli ješ, če ješ kadarkoli želiš, ti jetra trpijo, ker pač ne dobijo nobenega časa za regeneracijo. Razen ko spiš, ampak to ni je dovolj časa, da se jetra ščistijo. In problem je tudi, da če se prehranjuješ po noč, oziroma pač v tistem času, ko če nimaš nobene omejitve, da ti zmešaš ta, vsaka celica bi naj imela tako nek časovni cikl. In da telo ful boljš funkcionira, če imaš ti rutino, da vsak dan v približno istem času začneš jesti, pa v približno istem času nehaš jesti. Tako da, to je eno orodje, jaz ne vem, če je to, a se šteje to pod diete, občasno postenje, to je bolj tool, ne? Ja, mislim, ker to tudi ni dieta kot taka po izboru hrane, ampak sam določamo časovni zvrsti. V tem času lahko ješ načeloma tako ješ, lahko ješ karkoli, ampak je to, ki sam da zdaj ti določiš, če ga ima kar praktično v to, ne. Ponavadi imaš pol, da razdeliš teh 24 ur na 2 okna, oziroma na 2 intervala, imaš interval, v katerem cel čas ne ješ nič, oziroma pač lahko piješ vodo, lahko... Voda, čaj pa kava, nič drugo. Ampak ne sme biti recimo z mlekom, kava, čaj, pa ne sme biti sladkano, glavno čim pač, da nima nobenih kalorij v bistvu, ne. To lahko ti ješ, pa mislim, da je dovoljen bone broth, če je zelo, da je zelo namastna. Juha kostna. Tako. Ampak tako smo rekli, da je najbolj pomembno. Ne, to jaz ne bi rekel. Ne bi rekel? Sigurno ne. Ma preveč stvari že noter. Ja, ne bo, pač ven bo šel. Pa je pa to mogoče, posem pa je to mogoče zasledil, če imaš daljše obdobje fastinga, pa da to pa možno, to ješ. Pogledam, pre fastingu gre pač v bistvu za neko obdobje, ko ti ne ješ, intermittent fasting je pa te, imaš ti neko okno, pa se temu reče 2 proti... 16-8 je ful pogosto, se pravi 16 ur ne ješ, 8 ur pa lahko ješ. Se pravi, recimo, to bi pomenil, da, ne vem,
ob 12 imaš prvi obrok, pa ob 8 zvečer zadnjega. Tako je. Ali pa si pa prilagodiš, kakor želiš. Lahko je tudi manj, lahko je tudi več, ampak meni se zdi to, da je to ful dobro orodje, da je prva stvar, ko jo poskusiš, ker ti ni treba spreminjati tvoje diete. Ti sam spremeniš čas, kako se prehranjuješ in veliko ljudi bo že s tem, ko bojo 2 do 3 ure pred spanjem ne bojo smeli jesti, bo šlo stran, ne vem, neki prigrizkov na kavču ali pa nekaj takega, ne. Tako da generalno nek temelj je, ki bi naj bil za vsakega koristen, ne samo za tiste, ki hočejo zmanjšati vnos kalorij, da v prvi uri, ko se zbudiš, ne ješ, pa da ne ješ 2 do 3 ure pred spanjem. Ok, vse to je tako splošno, zelo fajn. Jaz bi tukaj zdaj dal pomembne omembe, je OMAD dieta, ki spada v bistvu tukaj sem noter lahko na nek način, zato ker tukaj gre samo zato, da imamo mi en obrok na dan. OMAD, one meal a day, ne? Tako. In zdaj pri tem gre, da ima tako se reko, imaš ti en obrok, ampak to je lahko zdaj za tebe pomeni 1:23, ker 1 uro ješ, ne? Pa ostalih 23 ur nič ne ješ. Imaš pa par različnih aspektov tukaj, lahko greš zdaj na urah, nekateri delajo pa intermittent fasting oziroma to prekinitveno postenje, tudi recimo 7:0 oziroma 6:2, torej gledajo dneve v tednu. Ali pa recimo 2:5 bi bil še najbolj, recimo 2 dni v tednu nič ne ješ oziroma zelo malo, pa pol 5, ostalih 5 dni pa normalno. To bi mogoče zdaj omenil. Stula bi sam rekel za OMAD, ko si rekel en obrok na dan, jaz imam sam zapisano, da je lahko zelo problematično pri tem postenju, da če si daš premajhno časovno okno, torej vse, kar je manj kot 6 ur, da padaš v to nevarnost, da boš preveč pojedel. Ker boš toliko lačen, da bo pač preveč kalorij, ne pač ful velika obremenitev tudi za telo. Zadnja stvar, ko jo imam, je pa samo to, da tisti, ko se pač to odločate, da pač postopno implementiraš, da vsak dan, ne vem, za 1 uro zamakneš. Ker tudi trajalo bo, da se tvoji hormoni prilagodijo. Ti imaš hormon grelin, ki je hormon lakote in s časom, ko ti ješ vedno kasneje, bo telo to, pač telo je ful pametno in bo prepoznalo, da se mora ta grelin, da ti postaneš lačen, tudi sprostiti kasneje. In se boš navadil, da nisi več lačen, ko ostaneš. Ne? To je tudi glavni vzrok tega, da nisi več lačen. Pa manj. Preden grem na koristi, sem hotel še nekaj druga, pa zdaj ne vem. Ne vem, sej mislim, da smo kar povedali, kar je ta glavno. V praksi je zdaj to pač... veš kaj sem hotel reči, zdaj če hoče kdo to probati zelo enostavno načine, da se odrečeš prvemu ali pa zadnjemu obroku, ki ga imaš na dan. Če ješ 3 obroke, ki so ali pogosti zajtrk, kosilo, večerje, se odpoveš ali zajtrk ali pa večerje. Ne? Zdaj bi po moje rekel, da mislim, meni osebno ni to, jaz to že nekaj časa delam in mi pač ni panike, tudi cel dan pač biti brez, ni problem, lahko normalno funkcionira, ampak po moje najlažje, če se odrečeš zajtrko. Torej, če si navajen zjutraj jesti, probaš, da ne ješ zjutraj, pa ješ pol samo kosilo, ne vem, ob enih, pa pol še en obrok, ne vem, ob 6, naprimer, pa kakorkoli. Mogoče sam par koristi še, zdaj največji itak to, da s tem zmanjšamo skupno vnos kalorij, zdaj če hočemo malo shujšati ali pa malo razbremeniti telo, pa s tem izboljšamo svojo inzulinsko občutljivost, s tem ker z roko v roki je tudi nižja raven krvnega sladkorja, predvsem nateščene, itak sploh, če se odrečemo. Zdravje jeter je boljše verjetno, ker imaš ful večje časovno okno, da se ščistijo. Tako. Znižanje krvnega tlaka in slabega LDL holesterola, lahko pa vodi, to je pa ena stvar, na katero moramo biti pozorni, da intermittent fasting lahko vodi v izgubo maščobe ob omenjeni mišični masi. Tako da ni nujno, da zdaj ti sam maščobo pokuriš, če ne ješ pravilno, ali pa če zdaj predolgo ješ, pa si preveč aktiven, lahko ti začne telo tudi, da ima reč zažirati mišice. Zato je tudi neki ljudi, ki so imeli navado, da enkrat na mesec, 3 dni ne jedo. Pol, ko so malo starejši postali, so se odločili, da jim ni vredno tega več delati, ker je prihajalo do prevelike izgube mišične mase. Pa tule bi še sam dodal, ko si rekel, da lahko odstraniš prvi ali pa zadnji obrok,
da moraš tukaj zdaj paziti, da če si ti preskočil zajtrk, da ne bo zdaj tvoja večerja ful pozna ali pa ful blizu tega, ko greš ti greš spat, spat, ker ja. boš Vsaj pač 3 ure prej, ne. ful si zmanjšal kakovost spanca. Tako. Kaj pa še? Dober učinek tega je še, da veliko ljudi je bolj zbran, pa večjo mentalno jasno, da se prevaja sproti v glavi, mental clarity. Predvsem dopoldne. Predvsem dopoldne, ker inzuline niha zaradi tega, ker nismo nič unesli. Zdaj za športnike, zdaj ne vem, koliko je to priporočljivo, tukaj se ne bom niti, v to se ne bi spuščal mogoče. Še vseeno pomemben pač, no, da imamo kvalitetne obroke. En mit je, da če se postimo, telo pride v način stradanja in upočasni metabolizem. Zdaj to je lahko res, če to zelo dolgo delamo, ne? Če to več dni. Pri krajšem postu, to je recimo od 24 do 36, to imam jaz napisano, se pa bazalni metabolizem bistveno ne zniža. V resnici kratkotrajni ta nek post oziroma postenje lahko celo rahlo poviša izločanje adrenalina pa rastnega hormona. To pa začasno samo spodbuja porabo maščob. Zdaj dolgotrajno kronično stradanje pa glih. Ne bi počel, ker to upočasni metabolizem, ker se pač telo navadi, da imamo ful manjši vnos kalorij in zaradi tega telo naše to ugotovi in začne postopoma čim manj kalorij porabljati. Tako da če dali težje, pa v bistvu hujšati. In sploh, če predvsem skačemo. Zdaj, če niste Jezus, rajš ne. Predolgo. Jezus! Tako da to postenje je lahko učinkovit nek okvir hujšanja, ker pač nam strukturira čas hrane, pa s tem se pač malo meji, ni pa nujno, da je to dobro za vse. Mogoče bolj, če sam zmanjšamo naše redne obroke, za začetek bo to čisto dovolj. Ključ je pa energijski vnos, oziroma ključ je pa energijski vnos in pa dolgotrajna neka vzdržnost. Zdaj mogoče, tu imam jaz še omad, zdaj ne bi, kaj veliko, tu bi omenil zdaj še samo ostale na hitre. Omad smo tako rekla, to je 1 meal a day, torej da enkrat na dan pojem en obrok, pa sti smo tako prej že povedala. Potem omenil bi tukaj zdaj še carnivore dieto, to je pač dieta, na kateri jemo samo meso oziroma izključno živalske izdelke. Vsa rastlinska hrana, sadje, vse začimbe, to je vse prepovedan. Zdaj ne vem, kava mislim, da tudi načeloma ne bi smel. Glavni razlog, zakaj sem jaz pač po svojih ugotovitvah, zakaj bi kdo to delal, je zato, ker so se s tem znebili avtoimunskih težav pa prebavnih motenj, pa da so zgubili neko težo, ki so jo pridobivali. Zdaj, če ti ješ samo zrezek, ful manj kalorij načeloma, pač poješ, pa ful bolj si omejen, boš pač zgubil vse. Zdaj to že, po mojem, bi že mogli biti logično. Ja, ampak mislim, da je kar na prvem mestu so pač zdravstveni razlogi. Zdravstveni razlogi, ja. Tako da to, zato ker pač imaš, s tem, ko ješ samo meso, pa se od tega bolj naješ povprečno, ne? Pač ješ čez dan manj, pa zaradi tega shujšaš. To sem zdaj, samo v bistvu ponoviš to, kar sem rekel. Tveganje, pomanjkanje vitamin, mineralov, to, kar lahko dobiš iz ostale zelenjave, pa pač paziti, da je pač ješ v redu meso kvalitetno, pa da ne ješ zdaj najslabše možno, ne vem, piščanca, ko je bil slabo vzrejen, pa futran z antibiotiki, no pa sej to. Pol imamo še eno, ki pa je WFPB, oziroma Whole Food Plant-Based Diet, torej polnovredno rastlinsko prehrano. To je zdaj, v bistvu, jaz bi rekel, da je to ena veja veganstva na nek način, ampak tukaj zdaj pač res paziš, da je to zdaj polnovredno. Da je vir ta prav, Tako, cilj tega je, da optimiziraš gostoto mikrohranil, vlaknin, pa koristnih fitohranil, obenem pa minimizirati snovi, ki nam škodujejo, neke transmaščobe, pa sladkorje, odvečne maščobe. To... Potem pa še ena, ki je pa vezana predvsem na zdravje, je pa Low Food Map. To sem pa jaz prvič zasledil. Low Food Map. Ja, tako se piše LOV, pa imaš pa ta pomišljaj, poj pa FODMAP kot v bistvu kratica, ki pa pomeni, Food Map je fermentable, zdaj ne vem, če bi ti bral tole.
Fermentable oglik, ne bom to prebral. V glavnem gre za to, da imaš fermentabilne oglikove hidrate kratke verige. Tukaj gre, čakaj, da najbolj skrajšam. Evo, zdaj, kaj ta dieta vključuje? Bom šel reči tak, da ne bom se zdaj zapletel. Poteka v fazah. V prvi fazi običajno je prva faza traja od 2 do 6 tednov, ko se tako premišujemo, eliminiramo, izločimo vso hrano, ki je vezana na ta food map, to so pač te kratice, ki jih nisem šel izgovarjati. Izločimo pšenico, rž, mleko, mehke sire, jogurt, fižol, lečo, čičeriko, čebulo, česen, ostane živila z nizko vsebnostjo, to so brezglutenska živila, trdi siri, maslo, meso, ribe, solata, paradižnik, grozdje, krompir, korenje. Pa ko se predvsem zaradi zdravja, ko se naši simptomi izboljšamo, se pa preide v fazo postopnega reintrodukcijskega testiranja. To pa da pa nazaj vnašaš. To je v bistvu, če imaš kakšne bolj alergije, kolikor jaz razumem. Pa če imaš neko intoleranco, ful nekih stvari, ki povzročajo recimo vnetja ali pa neke prebavne težave, jih odstraniš, pa potem nazaj počasi devaš za to z namenom, da bi ti ugotovil, recimo, če si na kaj alergičen. Zdaj, veliko ljudi... Fermentirane hrane tukaj ne ješ ali jo ješ? Jaz mislim, da jo ješ, ampak še vseeno ješ to, ki bi lahko ki ne povzroča vnetje. Zdaj nisem se toliko specifično na to, ne? Ja. To bi sam rekel, da ko imamo večinoma, mislimo, pa je to tudi resno, da vlaknine ful pripomorejo pri prebavi, da bi naj fermentirana živila še precej bolj pomagala pri prebavi. Tukaj jaz, čeprav razumem, tukaj mi odstranimo prehrano, ki ima oglikove hidrate, ki so fermentabilni, torej ki imajo, kako se to reče, ki bojo fermentirali. Zdaj pa moje to povezano tudi s sladkorje, ne? Precej pa moje, ne? To uporabljajo, to je, se pravim, bolj za terapevtski, to je neka terapevtska dieta za ljudi za sindrom tega razdražljivega črevesja. Mislim, da ima Mr. Beast to drugače. IBS. Pogooglite. Irritable bowel syndrome. Tako, to je to, ja. Da v bistvu ti izločiš neke te velik živil, pa pol počasi vnašaš nazaj. Je pa točno določeno, katera živila. Pol tukaj bi omenil še brezglutenska. Torej, iz prehrane izločimo hrano, ki imajo gluten. Če imaš celiakijo, naprimer. Tako, gluten je beljakovina, ki se nahaja v vseh žitih. Jaz bi sam to naštel zato, ker veliko ljudi pa misli, da lahko pol pirino moko je. Pa v bistvu, pirina moka je malo boljš. Ja, jaz pa sa ajdovo vem, da jo kao lahko jejo. Da jo lahko, ja. Ampak da morajo da je sam ful težko jo dobiti iz vira. Mislim, da to lahko, ker tukaj gre zdaj, ker se ajda ni vrsta pšenice, ne? Ker predvsem v pšenici mislim, da je v vseh vrstah pšenice, mislim, da je... Recimo tukaj je zelo zelo veliko ljudi misli, da lahko je recimo piro, pa je ne sme, pa recimo durum, to je po zrobu po moje poznašno. Da veš pa tudi rža, ječmena in to pa ne vem, koja je tritikala. To se že čuje. To pomeni, da pač ne smeš jesti kruha, belih navadnih testenin, peciva, vse, kar pač ima moko. To je predvsem zaradi alergij, pa tukaj pač so zraven te prebavne motnje. Napihnjenost je recimo ful tak in pol, večina ljudi proba najprej to odstraniti. Pa recimo, čakaj, celiakijo si ti že omenil, pa nekateri imajo zelo povečano kandido. To je, mislim, da je v bistvu glivica, ne? A glivica, ja. Ali bakterija, se ne, to zdaj ne bom. Boš pogledati? Tak je zdaj, da veliko ljudi misli, da ima... Gliva, bravo. Aha, no vidiš. Je to povezano s kvasovkami? Ne vem, whatever. V glavnem bakterija, ki se ful razraste v telesu, pa se da to v bistvu to dokazati. In pač ljudje, ki imajo to, pa imajo simptome tega, se pa odrečejo recimo za zelo dolgi rok, ker je baje zelo nadležen. Se odrečejo in se pa izboljšajo, da se zniža nivo kandide. Tako, sem da, to je ena izmed opcij. Ti mislim, da moraš tudi sladkor ful izločiti, pa še druge stvari. To, pol ena, ki smo omenila, je If It Fits Your Macros, to je zelo fleksibilna dieta, pri kateri jemo sam živila za to, da zadovoljimo vnos makrohranil. Pas tega je, da ponavadi ljudje pol tudi jejo šit, ampak se ozirajo sam na to, da pač vnesejo dovolj beljakovin, dovolj maščob, dovolj hidratov, ostalo jih ne zanima.
Zdaj lahko je to pač slaba prehrana zaradi tega, ker pač je šit, ne, pa zelo malo mikrohranili tudi, ker se predvsem samo na makrote fokusirajo. To je to, zdaj pa sem še omenila zadnja stvar, je pa 80-20 pravila. Je pa tukaj v bistvu drugač od 80-20, ki smo ga midva navajena in sicer mi smo navajena tega, da ti 20% stvari, ki jih delaš, prinese 80% rezultatov, tukaj pa glih obratno in sicer, da ti 80% prehrane, ki jo zaužiješ, je ta kakovostna, raznovrstna, pa zadovoljuje tvoje potrebe po vseh hranilih, 20% je pa fun food, oziroma da ješ 20% pa se kršiš recimo, ne? In ješ tiste stvari, ki Vse to so se slabše. mi zdi zelo dobro pravilo za vsakega, pa zelo vzdržljivo. No. Tako. Sam bi rekel, da pač tisti, ko imate više nivoje samodiscipline, da pač probaš 90-10. Ja, no se tukaj je tudi to omenjeno, da recimo 90-10 je v bistvu že kar advanced mode, da ti probaš z manjšo razliko v procentih, lahko probaš odvisno, kje si zdaj, upam, da ni kdo na 50-50. Ja, mislim, da je veliko ljudi drugače. Ali pa recimo, da se zavedaš, pa da nič ne narediš, to je pač problem. Ne? Da postopoma sam spreminjaš ta procent, pa da je ta procent še dalje manjši. Najbolj, ko si advanced, pa dlje časa, ko to delaš, bolj lahko zmanjšaš ta procent. Ker veš, če ti ne paziš, pa ješ veliko procesirane hrane, je to, ta ultraprocesirana hrana ima večinoma absurdno veliko kalorij in bo zelo hitro predstavljala polovico tvojih kalorij, tako, če ne paziš na to. Ne? Je pa to zelo pogosto v življenjskem slogu, ko ga imamo zdaj, ko pač je vse hiter, pa nimaš časa si kuhati, pa nimaš časa, pa še zdrava prehrana je daska do draga. Sicer v Sloveniji se mi zdi še nekak je manageable tono. Drugod po svetu pa mogoče ne. Tako da 70-30 bi bilo mogoče za začetnike, pa če dalje zmanjšujemo ta procent. Koncept je pa isti, večinoma jemo zdravo, pa malo pregrešno. Ja. Vredo, jaz mislim, da smo večino teh zajela, sigurno še obstaja milijažent nekih teh prehranjevalnih vzorcev, pa raznih diet, v katere nismo šla, sploh v te, ki so povezane specifično na zdravljenje nekih bolezni, ali pa kaj recimo ne smeš jesti, ko imaš neko bolezen. Ampak to je to. Jaz bi ful spodbudil poslušalce, da če niste poslušali prejšnje epizode, da poslušate prejšnjo epizodo, ker se močno povezuje z tole, pa se mi zdi iz vidika prehranjevalne psihologije še bolj pomembna, kot pa tale epizoda, ki smo imela danes. Ampak sta zelo povezane, tako da fajn, da si poslušate, no, če imate možnost. Zdaj pa sam zaključne 4 oporne točke, ki jih bom prebral, in sicer to je zdaj, če povzamem vse na svete, ki smo jih po moje danes povedala, oziroma danes in v prejšnji epizodi, in sicer, da univerzalne diete ni. Univerzalno je samo, da upoštevamo našo energijsko bilanco, torej koliko rabimo sploh kalorij, pa upoštevamo kakovost hrane, pa vzdržnost, torej da mi jemo tisto, kar rabimo po makrohranilih, da je dobre kvalitete ta hrana, pa da je to lahko delamo zdaj pač v bistvu celo življenje. Ne? Potem, da se ukvarjamo, če zdaj recimo hočemo si prilagoditi, da najprej se ukvarjamo z osnovami, torej makro pa mikrokalorije, hranila, pa potem kalorije. Šele zatem se pa ukvarjamo, kjer je zdaj pač stil, ker jaz mislim, da sploh ni važno, jaz mislim, da to ni tako važno, da ti si zdaj daš neko nalepko gor. Pa še 2 vprašanja, ki spadata tu sem zraven, s katerimi si lahko pomagate za vse naše poslušalce, in sicer lahko s to prehrano, ki sem se jo zbral, oziroma s tem stilom zdržim najmanj za pol leta, če ne še dlje. Da mogoče vse, kar delate, če ni zdaj to povezano z nekim bolezenskim kratkoročnim stanjem, da zdaj pač zberete nekaj, kar boste lahko dlje časa delali, da ni to sam dieta, ampak da si naredite nek zdrav življenjski način prehranjevanja. To smisel? Ki se ga lahko držiš na dolgi rok. Tako. To pa, če dieta dela, torej če vam vpliva dobro na počutje, če imate boljše laboratorijske izvide, če bolj spite, če vam dobro vpliva na energijo, pa če lahko s to vzdržujete, pa to nisem vplivna tehnica, pa je se pač smiselno tega držati. Ja. To pa je to. Jaz bih temu dodal še zlato pravilo, da ne teži drugim, kaj naj delajo, zato ker ima vsak drugačne potrebe. Tako, enako bi zdaj rekel, da niti za 2 osebe ne more biti ena dieta ali pa en način prehranevanja, pa tudi bolj splošno en življenjski način. Ja. En način življenja, življenjski način, to sem si izmislil. Življenjski slog, ali kaj? V glavnem smo si različni, vsi enakopravni, ne vem, kaj je za neka etika. Tako da ostanite različni in enakopravni še naprej.
In se vidimo v naslednji epizodi. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subskrbite. V nasprotnem primeru Se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.